Danes v Pomurskem dnevniku najbolj zadolžena pomurska občina. Pozabljen denar na bankomatu. Za Muro 2 scenarija. Za predelavo odpadnih sveč odgovorni prodajalci. Vreme jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Že vrsto let ena najbolj zadolženih občin v Sloveniji, že več kot 10 let imajo zaradi najemanja neugodnih posojil blokiran račun. To je občina Gornji Petrovci. Najvišji skupni dolg v občini Gornji Petrovci je na prebivalca znašal 1847 evrov. Vzrok za visok dolg je tudi dodatno zadolževanje občine pri državnem proračunu. Dobrodošli v Gornjih Petrovcih. Pogled na urejene obcestne gredice ne razkriva, da gre za najbolj zadolženo občino v državi. In presenetljivo, domačine to ne moti preveč. No, vsaj tiste, ki so si upali stopiti pred našo kamero. Vredje, jaz mislim, da je vredi. Šlihtober se brigo tako, zato njega na volje, vredi je vse. Govori o županu, ki je na čelu občine že 7. mandat, vse od ustanovitve. Opozarja, da je v 24 letih v občini po oceni čez palec umrlo 1000 ljudi, rodilo pa le pol toliko. Tam, kjer število prebivalcev rapidno pada, bi moralo v formuli o zakonu o financiranju občin biti dodaten faktor, ki omogoča tem občinam dodatna finančna sredstva, in to je vsako leto v naši občini več kot 100 000 evrov, kar predstavlja v 10 letih 20 let, 24 letih toliko. Županu sicer nekateri očitajo nenamensko razporejanje in uporabo sredstev za sofinanciranje investicij. Občina je danes, glede na število svojih prebivalcev, najbolj zadolžena občina v državi. Domačini svoj dolg poznajo. Tako so tako daleč to pač pisti, kaj se je lejko tako daleč šlo v tej dolg tako še kot tako daleč prišli. To bi pač mogli malo preleže henjati, kaj se ne bi smeli dovoliti tako in te ne bi se pač šlo. Vse se je napravilo, nikaj ne. No, saj to, ko je napravljeno, pa ko je, to ostane, to ni še ne tako rezijo. Kljub enormnemu dolgu pa ne manjka vaško-gasilskih ali kulturnih domov, športnih igrišč, tu se na primer gradi čistilna naprava. Le v vaseh na obrobju občine naletimo na redke prizore, kot je na primer tale zapuščeni vodomet. Domačinka potoži. Okolica bi mogla malo bolj biti uređena, pa ceste bi mogle tudi malo boljše biti. Župan je prepričan, da se občini dogaja krivica, krivec pa da je država. V isti sapi pa z blokiranimi računi že obljublja. Bo imela urejene vse vaško-gasilske domove, športne objekte, vse druge sakralne in druge objekte, osnovno šolo, vrtec. Občina Gornji Petrovci bo zdaj že ima širokopasovne povezave do vsake hiše. Iz gospodarskega ministrstva so nam sicer sporočili, da so bila sredstva za sofinanciranje projektov v Gornjepetrovski občini skladna in da niso bile ugotovljene nepravilnosti. Zato ministrstvo ne bo izvajalo nadaljnjih revizijskih postopkov za dodatno ugotavljanje nepravilnosti pri izvedbi oziroma sofinanciranju projektov. Pri sofinanciranju novih projektov, ki jih bo občina Gornji Petrovci predložila v sofinanciranje, pa bo poleg administrativne kontrole verjetno izvedena tudi kontrola na terenu. Če zadržite denar, ki ga je nekdo pozabil na bankomatu, ste zagrešili ne le moralno sporno, temveč tudi kaznivo dejanje. Iz policijske uprave Murska Sobota sporočajo, da policisti v zadnjem času beležijo več primerov prijav oseb, ki dvigujejo sredstva na bančnih avtomatih, pri tem pa pozabijo vzeti denar in brez njega zapustijo bankomat. Ko odkrijejo napako in se vrnejo do bankomata, denarja velikokrat več ni, saj si ga je že prilastil naslednji uporabnik avtomata. Kot ugotavljajo soboški policisti, najditelji denar zelo redko prinesejo na policijsko postajo in ga prijavijo kot najdeno stvar. Oškodovanci pa se v tovrstnih primerih vse pogosteje odločijo, da bodo neznanega storilca kazensko preganjali. V tej zvezi ugotavljamo, da ob takšni priložnosti marsikdo pozabljen denar vzame, saj se večina verjetno ukvarja le z vprašanjem, ali je dejanje moralno sporno, ne pa tudi kaznivo. Zato opozarjamo, da je tovrstno ravnanje kaznivo, gre za kaznivo dejanje zatajitve, za kar lahko sledi denarna ali celo zaporna kazen, pojasnjujejo v policijski upravi Murska Sobota.
Ljudem zato svetujejo, da najden denar takoj odnesejo na bančno ustanovo, kjer bodo zaposleni poiskali lastnika ali pa ga izročijo policiji, kjer bodo v najdbi sestavili zapisnik ter se tako izognejo kazenski odgovornosti. Še posebej pa pozivajo uporabnike bankomatov, naj so zbrani pri dvigu denarja in naj poskrbijo za to, da denar vzamejo iz reže bankomata. Med dvigom torej ne uporabljajte mobilnih telefonov oziroma se ne posvečajte opravkom, ki bi vas lahko zmotili. Po oceni okoljskega ministrstva, ki izgradnje hidroelektrarn na Muri ne podpira, obstajata dva možna razpleta v postopku odločanja o tem vprašanju. Končna odločitev ob opredeljenih izravnalnih in nadomestnih ukrepih bi bila lahko še vedno prepuščena investitorju in ponudniku gradnje. Tako vsaj predvideva eden od načrtov, ki ga je v državnem zboru opisal okoljski minister Simon Zajc. Postopek priprave državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje-Mota na Muri na omenjenem ministrstvu teče že vse od začetka leta 2012. Februarja je bilo izdano pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, ki pa v zaključku navaja, da je plan nesprejemljiv, saj izkazuje bistvene vplive na okolje. Kot pojasnjuje Zajc, so na osnovi tega zaključka pripravili več gradiv, ki so zdaj v fazi medresorskega usklajevanja. Med njimi je tudi priprava sklepa vlade o zaustavitvi postopka priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota, ki po besedah ministra predstavlja plan A. Vlada bi se na podlagi okoljskega poročila torej lahko že odločila za ustavitev državnega prostorskega načrta. Drugi načrt, plan B, medtem predvideva nadaljevanje postopka. Stekla bi javna razgrnitev študij variant in okoljskega poročila, nato pa odločba o nesprejemljivosti plana, piše STA. Pri tem bi gradiva dopolnili še s preciznimi izravnalnimi in nadomestnimi ukrepi. Investitor in pobudnik pa bi se na podlagi preučitve vseh potrebnih ukrepov na to odločila, ali bosta podala predlog za začetek postopka prevlade drugega javnega interesa oziroma prevlade interesa energetike napram okolju. Vlada je danes sprejela uredbo o odpadnih nagrobnih svečah. Ta prenaša obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč zbiralcev na proizvajalce oziroma prodajalce in uvaja finančno jamstvo, ki bo državo varovalo v primerih, ko proizvajalci svoje dolžnosti ne bodo opravljali. Minister Simon Zajc je po seji vlade povedal, da so cilji uredbe jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. V luči dokument po njihovih besedah prinaša dve pomembni novosti, ki bosta preprečili ponovitev lanskih težav s kopičenjem odpadne embalaže in sveč. Po novem za predelavo odpadnih sveč ne bodo več zadolženi zbiralci, temveč tisti, ki sveče dajo na trg, je dejal Zajc. Poleg tega uredba po vzoru uredbe o ravnanju z električno in elektronsko opremo uvaja finančno jamstvo, s katerim se bo država zavarovala za primere, ko proizvajalci oziroma prodajalci sveč ne bodo opravljali svoje nove dolžnosti in bo za predelavo morala poskrbeti država. Problematika odpadkov je v Sloveniji pereča že nekaj časa. Po kriznih razmerah, ki so vladale lani poleti, so pri številnih komunalah in ob pokopališčih še vedno nakopičeni kupi odpadne embalaže in odpadnih sveč. Na podlagi zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč je ministrstvo objavilo javno naročilo za izbiro podjetij, ki bodo smeti odpeljala. Inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor so na podlagi zakona o interventnem odvozu opravili oglede pri izvajalcih javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in upravljavcih pokopališč. Za interventni odvoz so označili 13.700 ton odpadne mešane embalaže in 695 ton odpadnih nagrobnih sveč. Mladi v Sloveniji so najbolj nezadovoljni življenjem, zaznamujejo jih predvsem prekarnost in stres. Kdaj bodo slišani? Prekarnost mladih na trgu dela je izjemno visoka, kar je povezano z naraščajočim strahom pred nezaposlenostjo. Kažejo rezultati raziskave o mladih v Sloveniji. Naša mladina je vse bolj izpostavljena stresu. Če jih primerjamo z drugimi državami jugovzhodne Evrope, pa so tudi precej nezadovoljni z življenjem. Kot kažejo raziskave, današnjo generacijo mladih vse bolj zaznamujejo individualizem, kar se med drugim odraža na vse večji skrbi za osebno zdravje, vse hitrejšem osamosvajanju od staršev in vedno bolj individualističnih vrednotah.
Tako izrazit porast doživljanja stresa med mladimi v zadnjih letih niti ne preseneča. Stanje pa pomembno prispeva k še vedno naraščajočemu številu mladih, ki se odseljujejo v tujino, piše STA. Za slovensko mladino je na področju vrednot in stališč značilna visoka in naraščajoča proevropska usmerjenost. Mladi Slovenci so v primerjavi s svojimi vrstniki zelo liberalno vrednotno naravnani in zelo naklonjeni ideji močne državne blaginje. Kot najbolj presenetljivo ugotovitev medtem izpostavlja dejstvo, da so s svojim življenjem najbolj zadovoljni Albanci, najmanj pa so s svojim življenjem in fizičnim videzom zadovoljni prav mladi Slovenci. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o dogajanju okrog pomurskih lekarn in nekako dogajanju tudi med Jevškom in Slavicom. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Zjutraj bo na Primorskem še pihala šibka burja, ki bo čez dan večinoma ponehala. Kakšno vreme nas čaka čez vikend in praznike pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 14 stopinj, v Murski Soboti in Lendavi pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo na Primorskem še pihala šibka burja, ki bo čez dan večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 6, čez dan pa bodo termometri pokazali 22 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 3 in 4, dnevne pa med 20 in 22 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani. Mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.